Svet kulture. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Poletje je čas festivalskega dogajanja in te dni sta zaznamovala predvsem dva filmska festivala. V soboto se je s podelitvijo nagrad končal mednarodni festival v češkem mestu Karlovi Vari, v hrvaškem mestu Pulj pa filmski festival še traja. V Pulju danes poteka že 5. dan 73. filmskega festivala. Včerajšnji in današnji dan so zaznamovali slovenski filmi Belo se pere na 90 Marka Naberšnika, fantasy režiserke Kukle, hrvaški dokumentarni film Kar je treba storiti Srđana Kovačevića s slovensko manjšinsko produkcijo, Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča in Bratovščina sinjega galeba Franceta Štiglica. Iz Pulja se oglaša Ingrid Kovač-Brus. Tudi v letošnji izvedbi je hrvaški film in manjšinske koprodukcije zelo močan, kar vemo tudi potem, da se hrvaški filmi praviloma uvrščajo, da imajo svetovne premiere na najpomembnejših filmskih festivalih. Mogoče bi za začetek izpostavila izstopajoč film, ki pa je doživel v Pulju tudi svetovno premiero. To je film Male stvari, režiserja, ki ga tudi mi dobro poznamo, Zvonimirja Juričiča. Poznamo ga po filmih Črnci in Kosec. Dobrih 10 let je minilo od njegovega zadnjega filma in tokrat se odmika od vojnih tem in tematizira življenje v Dalmaciji. Smo na majhnem, neimenovanem jadranskem otoku sredi zime. Ta otok je popolnoma drugačen, kot so otoki, ki jih poznamo kot turisti iz poletne sezone, in v ozadju poteka družinska drama. Oče, ki se odloči, da želi pomagati svojim 3 odraslim otrokom, bo prodal oljčnik, kjer se bo gradil velik turistični rezort. Gre za res zelo lep, zelo dodelan, zelo zrel film. Nastal je po kratki zgodbi pisatelja Jurice Pavičiča in je slovenska manjšinska koprodukcija. Moram kar izpostaviti, pa ne samo zato, ker je slovenska manjšinska koprodukcija, odlično fotografijo Marka Brdarja, fotografijo, ki je skorajda črno-bela in odlično kaže to razpoloženje otoka, te male vasi na otoku, tega nekega starega življenja, pred katerim je zbežala družina v Split, ki se sveti, pa morda vendar ne tako zelo, in odličen zvok, ponovno Julij Zornik. Skratka, prepričana sem, da gre za enega tistih filmov, ki bodo v sredo zvečer v Areni dobili nagrade. In potem zelo zanimiv hrvaški prvenec Majhna lopova. Medtem smo že izvedeli, da je film bil nagrajen tudi v Karlovih Varih na festivalu, ki se je ta vikend končal. Posnel ga je mlad režiser iz Pulja, Mate Ugrin, tudi on je scenarist tega filma. Spet gre za zelo splošno, za zelo pomembno hrvaško temo, in sicer film prikazuje življenje v turističnem rezortu, skoraj da bi lahko rekla, da gre za serijo Beli lotos obrnjeno na glavo. Gledamo ta neizmeren prepad med turistimi in mladimi zaposlenimi, tako kot pri filmu Male stvari, tudi pri filmu Majhna lopova gledamo neko zelo prečiščeno, čisto estetiko, sliko življenja v Istri, tako neko resnično, ki se skriva zadaj za vsem hrupom turizma. In izpostavila bi še en prvenec, to pa je hrvaška manjšinska koprodukcija, režiser je Srb Goran Stanković in njegov film Oče naš je nastal po resničnih dogodkih v Srbiji pred 15 leti. Smo v komuni za odvajanje od odvisnosti, ki jo vodi srbska cerkev, in to odvajanje poteka tudi prek velikega nasilja. In film je narejen tako zelo realistično, da nas je vse gledalce in tudi kritike osupnil. Gre za zelo boleč ogled nečesa, kar se je tudi v resnici zgodilo. Velik zaključek s podelitvami nagrad bo v sredo zvečer v Puljski areni, v rimskem amfiteatru, ki velja za najbolje ohranjen spomenik antične arhitekture na Hrvaškem.
Tukaj bo 5-članska strokovna žirija podelila arene za najboljši film in seveda za vse druge soustvarjalce filma, za pač te klasične nagrade, ki jih filmi prejemajo. Mogoče bi pa za konec samo še opozorila na nekaj oziroma strnila svoja opažanja v Puljskem filmskem festivalu, ki vsako leto znova kaže, kako močna je hrvaška kinematografija tudi skozi ta festival. Kako pomembno je, da tak festival prejme podporo celotne regije, državno podporo mesta Pulj in kar je morda najpomembnejše, podporo gledalcev, projekcije v dvoranah, ne samo v Areni, v lepih dvoranah Kina Vali in v istrskem gledališču so polne, ne glede na to, za kako naporne in težke teme gre, kot sem prej govorila. In kot vemo, so za dobrimi zgodbami vedno tudi ljudje. V tem primeru sta to direktor festivala, tudi producent Daniel Pek in programski vodja Mario Kozina. In mogoče čisto za konec, za zgodovinski spomin, človek, ki je ustanovil Puljski filmski festival v Jugoslaviji leta 1953, je bil Trboveljčan Marjan Kotar. Tak zanimiv podatek iz naše zgodovine, morda premalo znan in še potreben raziskovanja. S filmskim festivalom pa nadaljujemo na Češkem. 60. mednarodni filmski festival v Karlovih Varih se je v soboto sklenil z zaključno slovesnostjo, na kateri so podelili nagrade za najboljše filme o 2 tekmovalnih programih. Kdo je tokrat najbolj prepričal žirijo? Petra Meterc. V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec Nebojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove. Poletna ljubezenska zgodba, ki v spredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu pa je prejel film Obiranje sadja. Intimna filmska pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje 2 mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem mjanmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi skozi drobna dejanja, tišino in čustva, ki jih, ker ljubezen med ženskama ostaja družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Film je prvenec mjanmarskega režiserja Aonga Fioeja, ki je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je navdihnila lik glavne junakinje v filmu. I decided to join a film school, so I left Singapore and stay in Burma for about a year. Just to do the research. Odločil sem se, da se vpišem na filmsko šolo. Zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh voženj zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozneje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanjem. Na festivalu v Karlovih Varih je bilo letos prikazanih več kot 130 celovečernih filmov, o nekaterih filmih iz festivala pa več tudi v petkovi oddaji Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnela pa jo je Mirta Berlan. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet jutri.